Ljudska univerza Ptuj sodeluje v mednarodnem projektu KI in je zato v torek, 25. marca, pripravila delovno srečanje s partnerji in ga popestrila s kulturnim programom, v katerem je nastopil mladinski pevski zbor iz Gorišnice. Danes je na Ljudski univerzi prav poseben dan. Ne samo, da je materinski dan, gostimo tudi goste iz tujine, ki smo jih zelo veseli. Zato bomo naredili dogodek malo bolj slavnostno. V kratkem pričakujemo pevski zbor osnovne šole Gorišnica, ki nas bo razveselil s svojim prispevkom. Krajši nagovor bom imela tudi sama in z veseljem se nam bo pridružil tudi župan, dr. Štefan Čelan, ki bo povedal nekaj misli o zgodovinskih kompetencah. Kaj je pomembno, da se moderni Evropejci danes ukvarjamo z recimo zgodovinskimi kompetencami? Ja, naš projekt je, kar je zanimivo, pokazal, da se v vsaj sodelujočih evropskih državah, torej v Avstriji, Nemčiji in na Poljskem, srečujemo s približno enakim problemom, ki se mu reče, mi mu pravimo v okviru projekta historical gap oziroma zgodovinska razpoka v nekem zgodovinskem spominu. Predvsem skušamo raziskovati obdobje po in takoj po drugi svetovni vojni, v okviru katerega pač imamo vse te sodelujoče države še določene stvari, kot bi rekel temu, nerešene oziroma se z njimi še tudi v današnjem času oziroma v 21. stoletju ukvarjamo, morda tudi zato, ker ni dovolj časa minilo od recimo druge svetovne vojne, ampak v vsakem primeru zdi se nam, da na tem področju je še treba marsikaj postoriti in enako se strinjajo tudi partnerji iz ostalih evropskih držav.